Hude poplave, ki odnašajo vse pred seboj, sušna obdobja s točo, pozebe. Krči se gozd, izumirajo živalske in rastlinske vrste. Podnebne spremembe so tu, občutimo jih pred lastnim pragom, v kmetijstvu, gospodarstvu. Vremenski ekstremi, poplave, ki smo jim bili priča, bodo vse pogostejši. Število dni snežno odejo se bo do konca stoletja skoraj prepolovilo. V zadnjih 60 letih se je ozračje v Sloveniji segrelo za dobri 2 stopinji, opozarjajo klimatologi. Morska gladina se dviguje, poplave v priobalnem pasu se bodo podeseterile. Se bomo končno predramili. 24 ur fokus. Suša, žled, poplave. Brezdomci smo ravnokar poslali. Sploh nimam besed, nikoli več. Katastrofa našega časa, osrednji boj za usodo človeštva. Climate change. Climate neutral. Climate change. Warming planet. Climate change is... Ekstremi, alarmi, pereče vprašanja. And it spread in the matter of minutes. Hudo je, res je hudo. Zaskrbljenost. Ja, nič nemam. Praktično nič. I don't want anyone to go through this. Nenehni vse glasnejši pozivi k odločnemu ukrepanju takoj, zdaj. Nesporna znanstvena dejstva opozorila, da z veliko hitrostjo drvimo po napačni katastrofalni poti. Tudi zadnje poročilo Medvladnega odbora za podnebne spremembe svari, da človeštvu grozijo katastrofalne naravne nesreče. Vsaka od preteklih 4 dekad je bila vse toplejša. Naš planet je za dobro stopinjo toplejši kot v času pred industrijsko dobo. Cilj, ki ga zasledujemo in bi še omogočal obvladljivo soočanje s podnebno krizo, je 1,5 stopinje, vendar do konca tega stoletja. Težava je, ker se temu cilju približujemo veliko hitreje od pričakovanega. Zadnje poročilo Mednarodnega odbora za podnebne spremembe kaže, da bomo tam že leta 2030, torej v času našega življenja. 19 najtoplejših let smo zabeležili po letu 2000. Posledice so že tukaj. Celo več, obstaja verjetnost, da bi cilj, ki smo si ga zadali s Pariško pogodbo, torej 1,5 stopinje, začasno presegli že letos. Čeprav se zaradi močnih in pogostih padavin pri nas ni zdelo tako, je bil letošnji julij globalno rekordno topel in je to mejo že presegel. Zelo zgovoren je že podatek, da za vsako stopinjo rasti globalne povprečne temperature je pogostost ekstremnih padavin približno 2-krat višja. Hkrati pa, opozarja dr. Žiga Zaplotnik, sodelavec Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi, bodo te ekstremne padavine vse močnejše. Prav tako Zemlja, pojasnjuje, trenutno izseva manj kot prejme od Sonca. Bolj ko se bo to energetsko neravnovesje večalo, bodo temperature naraščale bolj pospešeno in vedno hitreje. Na letni ravni lahko do konca 21. stoletja pričakujemo znatno povečanje količine padavin, tam nekje do 20%. V kratkem času padla velika količina dežja. To nakazujejo tudi klimatski modeli in zaenkrat se njihove projekcije zelo dobro uresničujejo. Na Agenciji za okolje temperature spremljajo že 60 let, dviganje pa zdaj opažajo že v vseh letnih časih. Število dni snežno odejo se bo po zmerno optimističnem scenariju do konca stoletja skoraj prepolovilo. Ozračje v Sloveniji se ogreva s hitrostjo slabih 0,4 stopinje Celzija na desetletje, kar pomeni, da se je Slovenija v zadnjih 70 letih ogrela za več kot 2 stopinji Celzija. Kar je že več kot 2-krat hitreje od globalnega povprečja, pojasni Neža Lokošek iz Agencije za okolje. Tudi zato, ker se zrak nad celino segreva hitreje kot zrak nad oceani. Še posebej izrazito naraščanje smo v Sloveniji zasledili od 80 let prejšnjega stoletja. In trend ni nič kaj obetaven, opozarja Katjuša Šavc iz okoljskega društva Fokus. To predvsem pomeni, da je potrebno ukrepanje še po desetletja. Ko govorimo o podnebnih spremembah, ne smemo govoriti samo o prihodnosti. Ljudje, ki v Sloveniji so v vsakdanjem življenju bolj v stiku z naravnimi viri, kot so na primer slovenski kmetje, že danes občutijo posledice podnebnih sprememb in delujejo v zelo drugačnih okoliščinah, kot so še desetletja nazaj. Moj spomin sega nekako te res prelomnice bilo je leto 2003. Tista prva res znamenita suša, ki je bila širom po Evropi,
Od takrat naprej so te spremembe zelo značilne. Do konca 21. stoletja, kažejo projekcije meteorološke vodne bilance, bodo primanjkljaji vode vztrajno naraščali po vsej Sloveniji. Celo v hribovitih predeljih, kjer zdaj še beležimo presežke. Visoke temperature, izsušena tla v največjem slovenskem sadovnjaku v Krškem so kmalu dojeli, da brez prilagajanja tehnologije ne bo pridelka. So ti ekstremni pojavi bolj pogosti, kot so bili nekoč? Nesporno. Približno tretjina svetovnega pridelka hrane je odvisna od opraševalcev. V zadnjih 50 letih se je proizvodnja hrane povečala, hkrati pa je izginilo kar 3/4 žuželk. Za klimatske spremembe v kmetijstvu bila potrebna posebna pisarna. Bo od kmetijstva v Sloveniji vse težje živeti? Že je. Sam se tem res neko leto že soočam. Kmetijstvo v Južni Evropi bo na udaru, kažejo napovedi. Intenzivnost vremenskih ekstremov, zmanjšanje padavin in škodljivci bodo po vsej verjetnosti glavni razlog za upad pridelka. Regionalne spremembe pa ne bodo vplivale le na kmetijski trg, temveč tudi na varnost preskrbe s hrano. Mene zelo skrbi. Skrbi me nestabilnost določenih razsežnih ledenikov. Skrbi me hitra rast metana v ozračju. Skrbi me zaustavljanje zalivskega toka. Skrbi me spreminjanje vremenskih vzorcev. To je raven ogljikovega dioksida v naši atmosferi skozi tisočletja. Ta vrh tukaj pa predstavlja raven, ki je prisotna danes. Ljudje smo v zadnjih 170 letih koncentracijo CO2 dvignili za 48% v primerjavi s predindustrijsko dobo. Rekorde smo začeli podirati leta 1950 in vse do danes se še nismo ustavili. Zakaj? Znanstveniki se strinjajo, da podnebne spremembe povzročajo človeško aktivnost. Sežigamo vse več fosilnih goriv, ki sproščajo ogljikov dioksid, da lahko z energijo napajamo domove, industrijo, promet. Vse več nas je. V manj kot 50 letih se je število ljudi na Zemlji podvojilo. Svetovna populacija je že dosegla številko 8 milijard. Največja težava toplogrednih plinov je ravno v tem, da so zelo dolgoživi. Njihov naravni razkroj v ozračju traja med 10 in tudi 100 let. Tako da se bo vpliv teh današnjih koncentracij poznal še več 10 let v prihodnosti. Energijski sektor, promet, industrija, kmetijstvo, ravnanje z odpadki, vse to povečuje emisije toplogrednih plinov. V 3/4 kopnega je človek že močno posegel. V 30 letih smo podvojili urbana okolja. V Sloveniji največ emisij toplogrednih plinov izpustimo zaradi prometa. Zdaj, razloge gre iskati v desetletjih zapostavljanja infrastrukture javnega potniškega prometa. Zmerna količina toplogrednih plinov je nujna, saj bi bila brez njih temperatura na površju Zemlje prehladna za življenje. Del sončeve energije se absorbira v atmosferi, del pa se odbije in se vrne nazaj v vesolje. Vendar, ko kopičimo pretirane količine toplogrednih plinov, kot so ogljikov dioksid, vodna para in metan, se to ravnovesje podre in se večina teh plinov ujame v atmosferi. To pa zvišuje temperaturo. Če nadaljujemo v tem tempu izpusta toplogrednih plinov, se za konec stoletja ocenjuje, da se bo temperatura dvignila še za dodatne 4 stopinje Celzija. Res v najslabšem možnem scenariju lahko pričakujemo dvig temperature od 3 pa vse do 7 stopinj Celzija. To ravnovesje se bo nekako vzpostavilo, ampak seveda ni nujno, da bodo pa te razmere primerne za življenje, tako kot smo ga navajeni do zdaj. Sedlo suha pod Golico, gorski prelaz, ki ga prečkajo ptice selivke, nekatere prihajajo celo iz Skandinavije. Čeprav temperature na 1500 metrih nadmorske višine gredo pod ničlo, skupina ornitologov že 4. dan izvaja monitoring, popisuje, pregleduje in obroča osebke, ki jih ujame v posebne ornitološke mreže. Kos. Samica kosa. Ptice se selijo glede na fotoperiodiko, torej glede na to, kako se dan in noč spreminjata, ne pa kako se spreminja temperatura ozračja, pojasni ornitolog z Nacionalnega inštituta za biologijo, kustos Prirodoslovnega muzeja Alv Rezec.
Vendar, čeprav se spomladi vračajo v istem času, zaradi podnebnih sprememb zamujajo obdobja, ko je hrane tukaj največ. Cikel žuželk, s katerim se prehranjujejo, se namreč začenja vse prej, tudi do mesec dni. Evolucijsko so prilagojene na te cikle tako, da se vrnejo iz prizimovališč v času, ko pride do vrha številčnosti žuželk, kar potem izkoriščajo seveda za svoje krmljenje mladičev. Ta vrh žuželk, ki se zdaj začenja pojavljati prej, zamudijo in pridejo potem v tisti del, ko je žuželk že manj. Zato se pri določenih vrstah zmanjšuje rodnost, saj lahko prehranijo manj mladičev, a čeprav monitoring izvajajo na različnih točkah, obročke nadanejo le manj kot odstotku celotne populacije selivk. Mišica 3, maščoba 1, 4, 1, 6, 1, 9. Nekatere vrste so zaradi podnebnih sprememb začeli izkoriščati svoj potencial in postajajo stalnice. V Španiji, pravi Brezec, že sedaj prezimuje močna populacija belih štorkelj, za katero je do pred kratkim veljalo, da bo preletela tudi 8000 km na poti v toplejše kraje. Po nekaterih selivkah opažamo, da se že izgublja ta selitveni nagon. Z višjimi temperaturami pa se ptiči, ki živijo v nižinah, pomikajo v višje nadmorske višine. S tem pa tako imenovane višinske specialiste odrivajo še višje, zatočišč in okolij za njih pa hitro zmanjka. Če ga ne najdejo, pač izumrejo. Raziskave in satelitski posnetki kažejo, da se arktični led topi s hitrostjo 13% na desetletje. Po vseh predvidenih scenarijih bo Arktika vsaj enkrat do leta 2050 ostala povsem brez ledu. Gladina morja se vztrajno viša, dobre 3 mm vsako leto. Kar se tiče recimo 21. stoletja, lahko pričakujemo zvišanje gladine morja za recimo 30 do 90 cm ali pa morda 1 meter, kar se tiče pa dviga temperatur pa ravno tako za nekaj stopinj Celzija. Matjaž Ličer, doktor fizike in filozofije, že leta preučuje vpliv klimatskih sprememb, gibanja temperature in gladine morja. Najbolj bodo na udaru otoške države v Tihem oceanu. Ogrožena so tudi vsa nizko ležeča področja na jugovzhodni obali Azije in na vzhodu ZDA. Pod vodo bodo tudi nekatera velika mesta. To ni svet, kjer bo vse enako. Dvig gladine morja za 1 meter pomeni neposredno migracijo teh 100 milijonov ljudi, katerih domovi bodo poplavljeni. Obenem pa seveda še nekaj 100 milijonov ljudi, ki so povezani s temi 100 milijoni ljudi, ki bodo bežali pred degradacijo življenjskega okolja, izgubo ekonomskih priložnosti. V severnem Jadranu se dvig gladine morja dogaja še hitreje. V zadnjih 30 letih 5 mm na leto. Meritve na Meteorografski postaji Koper kažejo, da se je gladina morja od leta 1990 do danes dvignila za več kot 10 cm. Te poplave, ki jih zdaj videvamo občasno, se bodo podeseterile v pogostosti. Po najboljšem scenariju, po najslabšem bomo imeli pa poplave v obaljnih mestih v severnem Jadranu vsak dan. Deli sveta pač za človeško telo ne bodo več primerni, naseljivi. V primeru recimo vlažnih vročinskih valov, kjer smo lahko najbolj gotovi, bo do tega prišlo v 50 letih recimo. Ali prej. Naši otroci bodo to doživeli. Vse kaže, da bodo cilj, ki ga zasledujemo s Pariško pogodbo, omejitev dviga temperature ozračja za 1,5 stopinje v primerjavi s predindustrijsko dobo, uspeli izpolniti le redke države. Torej nam nič ne pomaga, če Slovenija izpolni vse zaveze, po drugi strani pa neka velesila ne. Vsi smo skupaj v tej kaši, vsi skupaj moramo sodelovati in moramo narediti največ, kar lahko sami. Trenutni sistem marsikateri državi omogoča neko blaginjo, in na omejenem planetu zagovarjati neomejeno gospodarsko rast je malce utopično. Čeprav tripajo rdeči alarmi, ni čas za paniko in pesimizem, opozarjajo klimatologi, ni vse zamujeno. Najbolj optimističen scenarij vodi v segrevanje za 2 stopinji do konca stoletja, a ukrepati treba takoj, še to desetletje. Poplave, ki so udarile silovito, so močno zarezale v življenja in upe marsikatere družine. Boleči prizori nemoči, strahu in obupa, vode, ki je odnašala spomine, tudi življenja, so razgalile silovito moč narave, ki jim nismo kos. Ne morem povedati, ne morem. Ni besed. Nič. Te
Spremembam se bomo morali prilagoditi z zakonodajo, tehnologijo, poselitvijo, navadami, vedenjem. Številnih procesov, ki smo jih že sprožili, ne moremo ustaviti ali preprečiti, lahko pa jih z radikalnimi spremembami upočasnimo. V nadaljevanju oddaje pred jutri